večer. Hvala lepa, da ste prišli na današnje druženje in predavanje o prav posebni obliki prehranjevanja. In sicer govorili bomo o prehranjevanju z nizkim vnosom ogljikovih hidratov. To prehranjevanje poznamo predvsem pod imeni, kot so LCHF, paleo, ketogena ali pa Atkinsonova dieta in pa druge. Torej, seveda se nam ob vsej tej poplavi informacij o tem, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, poraja veliko vprašanj. Predvsem, ali je res dokazano, da takšno prehranjevanje z nizkim vnosom ogljikovih hidratov in pa veliko maščob dejansko zdravo za nas. In ali resnično lahko pozdravimo sodobne bolezni, kot so rak, sladkorna, Alzheimer ali pa celo multipla skleroza. Danes bomo z posebnim gostom izvedli v bistvu znanstveno potrjena dejstva in pa ključne dejavnike za zdravje v povezavi s takšnim načinom prehranjevanja. In veliko čast nam je, da je danes z nami Severin, ki ga verjetno vsi poznate, ampak naj vsem povem, da je Severin magister kinezioloških znanosti, ki poklicno deluje na področju kondicijskih trener vrhunskih športnikov in pa terapevtski maser in pa svetovalec splošne in pa športne prehrane. Na tem področju deluje že 15 let, raziskovalno in praktično. Sodeloval je seveda tudi z olimpijskim prvakom Primožem Kozmosom in pa z drugimi vrhunskimi športniki in pa z obolelimi za rakom in pa z preveliko telesno težo. Zdaj pa predajam besedo Severinu, vas pa prosim za en topel aplavz. En lep pozdrav še v mojem imenu, me veseli, da sem nas izbrala toliko, ker problematika je zelo v tem času tako popularna, tako nismo živali prehrana kot bolezni. Nažalost je ogromno zmede, jaz preverjam vsega, kar je, verjamem, da povprečen človek ne more vedeti, kaj je zares dobro, zakaj ni. Zdaj, čisto na začetku rekel, da danes je predvsem pozornost na vplivna bolezni, tako da v športu in podobnih stvareh ne bo veliko besedičenja, predvsem kaj lahko z bolezni imeli napravo. Zdaj, čisto splošno povedano, s hrano lahko pozdravimo tiste bolezni, ki bi izvirali iz napačne prehrane, tako iz te smeri. In tem boleznim rečemo presnovne bolezni. Hrana se v telesu presnovlja in tem boleznim rečemo presnovne bolezni. Na njih imamo lahko pomembne vpliv, to so te na levi strani. Lahko vpliva bolj ali manj, to je zdaj odvisno od večjih faktorjev. Imamo pa bolezni, na katere s hrano težko vplivamo oziroma ni dokazanega vpliva. Tako da odločite se bomo predvsem presnovnih bolezni in bomo videli, kaj lahko napravimo. Zdaj, jaz sem za to predavanje rekel, da je poljudno zelo posplošil stvari. So vse znanstveno podprte, to moram že zdaj reči, vsaka stvar, ko bom povedal, je znanstveno podprta in tega ogromno. Bo pa zelo enostavno povedano in v uvodu bom ogromno časa namenil tem ideji, zakaj je nizkohidratna prehrana lahko ok, ali pa zakaj ni. Oziroma, zakaj je sploh ideja, da bi se človek tako prehranjeval. Ker to je pomembno, ker ljudje ne razumejo bistva in potem cel šmor nastane, ko enkrat pridemo v času. Potem imamo pa še zunanje okolja, ki stvar samo še poslabšajo. Skozi predavanje boste spoznali določene strokovne stvari, ki so tle gor. Mogoče zgleda pa od začetka, na koncu predavanja si želim, da bi vsak razumel, kaj dejansko pomenja. Epigenetika, to bom zdaj kar na začetku. Vsak od nas ima svoj genski zapis. Od potomcev podedujemo DNK. In ta DNK ima zdaj ena taka zelo zanimiva stvar. Ene stvari so fiksne, barva las, barva oči, to je fiksno. Veliko DNK-ja se pa lahko tekom vašega življenja spreminja. In vi z vašim življenjskim slogom, to govorim ne samo prehrano, tudi emocije, stres, mental in tako naprej, lahko vplivate, kako se te geni, ki jih imate, izrazijo, tem rečemo. To je znanstveno podprta veda, epigenetika. In vam da moč, da lahko spremenite svoje telo v doglednem času. Vidite lahko tam gor, koliko časa potrebuje telo, da se v bistvu obnovi. V 7 letih skoraj celotno telo. V enem letu 98% molekul, v 3 do 6 mesecih do 90% molekul se zamenja. To pomeni, da lahko v relativno kratkem času naredite spremembo. In zato tudi verjetno dieta ali pa prehrana, pa vse, kar delamo na kratki rok,
nima pravega efekta, ker ne pride do ustrezne obnove. Ne? In to je zelo pomembno. Poleg epigenetike je kompleksnost cel stvari, da, koliko smo rekli, ker vsak od nas je drugačen, vsak od nas ima različni prstni tisk, ima tudi različno fiziologijo noter. In zaenkrat imamo skena, ki bi vas skeniral in da bi jaz enega dobil, aha, vi ste taki. Tu DNK, ko se ima do danes prave vrednosti za preventivo pri bolezni, ker je to preveč dinamična stvar. Stvari, ko bomo povedali tudi bolj, osnovna fleksibilnost in to se tekom življenja spreminja. Večinoma gre navzdol, takrat tudi pade kvaliteta življenja. In mi si bomo pogledali predvsem stvari, ki so povezane s prehrano. Poleg vse te dinamike, da smo se vsi drugačni, pa da se tekom življenja spreminjamo, se je zgodila še ena stvar. Tempo življenja se je bistveno pohitril. Več stresa, manj se premikamo, več sedimo in tako naprej. In to vse dela veliki problem. Poleg tega iz okolja dobimo letno valovanje, pesticide in tako naprej. Tudi tega je več kot 100-200 let nazaj, to vsi vemo. Hkrati se je dvigna higiena, kar za ene stvari ni dobro, je slabše. In pa ključni faktor, vsaj za mene, farmacija, ki vpliva na uradno medicino. In ta farmacija se razmahnila s svetovnima vojnama. In če tak zaporno tudi pokazal, pogledamo študije pred svetovnima vojnama, vidimo, da so več zdravili brez zdravila, pa s prehrano. Zdaj gre pa zdravljenje skoraj izključno zdravili. Ok, prva osnova je, ker to pogosto dobim, da je to ekstremna prehrana. Nizkohidratna hrana, če njeno hidratov je ekstrem. Da si pogledamo, kako pravi zgodovina antropološka, znanstvena. Človek je nekje 2,5 milijona let kot vrsta na planetu. 300 000 let anatomsko moderni človek. Imamo nek DNK naših prednikov. Kaj je zanimivo, recimo Stephen Hawking, fizik je preminul nedolgo nazaj, on je že v zgodbi rekel, da DNK se praktično ni spremenil v teh par 100 000 let. To pomeni, če imamo prav, pomeni, da naš DNK od prednikov je relativno podoben. In to je zelo pomembno, zato, ker kako so oni živeli, v bistvu imamo tudi mi največji potencial, če podobno gledamo na prehrano, oziroma kakve zmote smo napravili. Človek je kako dobil hrano? Dobil je kako? Da je študiral, on medveda ne moramo premagati, niti ga ne prehiteti, ali pa živali, tako da je razmišljal, in pa pobral je, kar je lahko, sezonske stvari. In na to je bil človek prilagojen, če ne bi mogel 2 milijona let preživeti. Hladilnika in 8 obrokov na dan ni imel nišče, da se najprej ni jedel, vzel 3 napiske geda, pa je šel pa medveda loviti. Tega ni bilo. In zdaj, če rečem, da se DNK ni spremenil, je ena z osnova to notri je. In bo pokazal tudi dalje, da to v sestavi telesa je dejansko tudi lahko. Ok, zdaj, če pogledamo, katerih hranil telo ne more preživeti. To so tudi znanstveniki 60 let nazaj že ugotovili. Ne gre nekje za 55-58 elementov. In to je znanstveno dokazano. Če pogledate, ok, zrak, voda, kisik, vse te stvari, to vam je jasno. Brez zraka 2 minute, brez vode 5-7 dni, vitamini, minerali, ok, to vedno vsi sprejema. Potem gremo gledati pa prava hranila. In vidite, da samo določene maščobe in beljakovine so nujne, da organizem preživi. Katerikoli organizem. Ogljikovi hidrati niso esencialno hranilo. Brez hidratov telo lahko preživi. To je znanstveno dokazano, pa še vedno uradna stroka pravi, da rabite 70 gramov hidratov kot dnevno, da lahko preživite. To ni res. V znanosti to ni res, kar se tiče organizma. In zdaj vse to apliciramo še, kako smo mi zgrajeni in vidimo čist enako stvar. Večji del telesa je voda. In vidite, ta najbolj pomembne organe, koliko je vode v njej. Zato tudi brez vode ne moramo biti dolgo časa. Zdaj, če to vodo bi sebe izvlekel ven, da pomeni, da ostane samo suha pusta telesna masa, to pa vidite, da je večinoma skelet do 15%, beljakovine so več od 50%, ostale pa potem mas. Maščobe pa teoretično lahko kolikor želimo. Zato imamo tudi primere 300-400 kg debelih ljudi, težkih. Zdaj pa, če gremo ogljikohidrate gledati, ki so esencialno hranilo, ki niso esencialno hranilo, uradna stroka govori, da so, pa vidimo, da imamo v telesu zelo malo, 300-400 gramov in to na 2 mestih, v mišičevju in pa v jedri. Zdaj pa je to en tak zanimiv hakec, za šport zelo pomemben, za naše razumevanje pa tudi. To, kar gre v mišice not, katerekoli, ostane not, to ne more ven. V jedrih, kar pride noter, pa lahko celo to uporablja,
telesa pa kar veliko. Vsi te organi, ta najbolj pomeni, rabijo energijo. Ne? V telesu je v jedrih je 120 gramov in to je za celo telo. Zdaj pa jaz sem ta zelo lep primer, da boste videli, koliko dejansko to je v praksi. Tole, kar sem zdaj dal, je nekje 100 do 110 gramov. Ne? In zdaj v uradni dobi govorijo, da je to, na čem morate vi živeti, od katerega ste odvisni. Nujno morate vnašati hidrate, v jedrih je pa samo to za vse organe, ki obstajajo. Zdaj, če sklepamo tako po domače malo, bi težko verjeli, da je šel 2 milijona let preživel odvisno od tega. In brez hidratov se da preživeti. Če kdo daje post napravo, več dnevni, ve, da ne umre, če ne poje 8 gramov hidratov, pa če ne poje hrane. In to se sprazne od 2 do 4 dneh, odvisno kako funkcioniramo. Ko tega zmanjka, morate dojeti na nekaj druga. In skozi 2 milijona let ni človek mogel od tega preživeti, kar bi že znamo nas to ne bi bilo. In to je zelo pomembno dejstvo. Če pa funkcionira samo na tej sklečki, sem pa tako dne ful odvisen. Ker je hitro zmanjkuje, moramo se postilati. Ker ko tega zmanjka, pride kriza, stres. Tako da, čisto za predstavo, to je 100 gramov, 110. In to imamo v jedrih in vse pomembni organi, možgano, pljuč in tako naprej se prehranijo z tega, če govorimo o hidratni prehrani. Tako da vidimo, da vse stvari antropološka, to, kar so pogledali znanstveniki, iz katerih elementov moramo vnesti v telo in pa sestava telesa govorijo, da nizkohidratna prehrana ni tak veliki ekstrem. Celo z tega lažje zdaj sklepamo, da je bolje pregojena na druge vire kot na tale cukr. Zdaj pa v medicini znanosti čisto, kot sem rekel, je močino probo znanstveno povedati, kaj je bilo dokazano. V medicini se uporablja za zdravljenje epilepsije že več kot 100 let. In tam je v bistvu osnova te nizkokalorične ketonske prehrane. Pred svetovnima vojnama, ko se je farmacija potem razbohotila, so zdravila s hrano epilepsijo, pa so sladkorne bolezni zelo uspešno. Še sedaj zdravijo epilepsijo z ketonsko nizkokalorično prehrano, ampak še le vsa farmacija odpove, vsa zdravila. Ko več pacient ne reagira na zdravila, ga še le da na ketonsko prehrano. Žal, ne? Zdaj, uspešnost je zdravljenja pa potem zelo visoka. Mislim, da okrog 70% pacientov, ko ne odreagira na zdravila, pa ima epilepsijo potem uspešno vlada. In že to bom povedal, ne gre vedno, da lahko bolezen pozdravimo. Če izboljšamo stanje, to je že veliki korak, ker zdravili ga velikrat ne moramo. Ok, zdaj pa, kot sem povedal, kak je naše telo narejeno, kaj rabi, in zdaj, če to primerjamo, kaj pa mi jemo, oziroma kaj nam predlagajo. Ta prehranska piramida je mičko novejša, mislim, da je iz 2015, Harvardske univerze. Ok, ni se bistveno spremenilo od tiste 70 let, ki je itak zelo slaba, ampak še vedno osnovni energetski vnos je veliko hidratov, rastlinskih olj, potem so beljakovine in pa nasičene maščobe čisto na vrhu. Še vedno je to neka uradna smernica, pa Harvardska univerza je priznala. Tako da to vidimo, da še vedno obstaja. Ugotovitve, oziroma te presnovne bolezni, ki sem ga presnovo hrano, so največ povezane s hormonom inzulinom, ki skrbi za presnovo sladkorja v največji meri. Z njim so pa povezane že mnoge bolezni, kjer smo minuli. To so te presnovne bolezni. In zdaj, če pogledate ta seznam, vidimo, da je noter mnogo bolezni, ki so glavni problem sodobnega časa. Ok, zdaj pa to pogledamo še naprej vnos hranil v zadnjem času. Jaz zato malo širše o tem govorim, ker razumevanje tisto nujno. Če pogledamo zadnjih 50 let, se vnos nasičenih maščob ni bistveno spremenil. Čeprav vam že od 70 let nam govorijo, da so nasičene maščobe problem za zdravje. Ampak njihov vnos se ni povečal. Saj ne po statistiki. To meni, da ne more biti problem srčevih bolezni nasičene maščobe, če jih jemo isto kot smo jih. Proteini, beljakovine so tudi tam, vnos hidratov povemo, da se je močno povečal. Vse, če si predstavljamo iz 100 000 let nazaj, se ni bilo dobenega hidrata več. Tudi sestava telesa je tem namenjena. Maščob neomejeno, cukra samo toliko, vse organe. Tako da, to se je spremenilo. Zdaj, od magistra Klein-Rolnika se si še malo drugačno shemo jaz kar sposodil. On pa je recimo ta cel 2 milijona let dal v primer, da je to 2 milijona let en dan, 24 ur. In zdaj, če vsa ta leta damo potem, oziroma pogledamo, kdaj smo kako hrano vnesli not v prehrano našo, vidimo, da po ljudestvu je bilo nekaj 12-10 000 let pred našim štetjem, da si lažje predstavljate, zadnjih 6,5 minut od 24 ur v bistvu smo šele vnesli prehrano žita, sladko zadnjih 15 sekund in pa hitro hrano zadnje 2 sekunde.
To meni, da naše telo, v bistvu relativno, pred koncem te 24 ur šele smo vnesli to hrano. Ne? Tako da DNK se verjetno na to niti ni mogel prilagoditi tako hitro. Zdaj, če pa še to povežem zadnji faktor, to so pa vzroki smrti. To je Svetovna zdravstvena organizacija, to ni kar nekaj, to so uradne statistike na internetu. Škoda, ker je to leto 2000, boljš bilo, ko bilo leto 90. Bom jaz to vse v angleščini, pa bom malo prevedel, vse tiste glavne stvari. V 15 letih se je vzrok za smrt popularno ljudi na svetu, vedno je na vrhu srčno-žilne bolezni. To bi bilo isto dom, ker zdaj gledamo starosti 90 let, 60 let, celotno populacijo, srčno-žilne bolezni so ponovadi na prvem mestu. Verjetno je to rak rana telesa našega, prvo srce poje oziroma užilje. Ampak povečalo se je število srčno-žilnih obolenj. Zdaj pa glavna razlika med temi dvemi strani je, da je bilo tu več infekcijskih bolezni, tuberkuloza, HIV in tako naprej, rojstva. Na levi strani je pa ta tendenca, so pa že smrti za Alzheimer, diabetes, sladkorna, rak in tako naprej. Ta tendenca pa gre. In zato je tudi mogoče vpliv prehrane lahko večji, ker večino vzroka smrti so presnovne bolezni. Tendenca, zdaj, če povežemo tisto, kar sem rekel, kako je človek zgrajen, oziroma kaj potrebuje, kaj smo v hrani povečali, v kateri smeri gre določene bolezni, vidimo, da so povezave zelo tako konkretne. Ok, pravi, gremo čisto nizkohidratno hrano še na par stvari, ker ta hrana, kakor jo jemo, visokohidratna večina ne ustreza in smo se na to tudi začeli prilagajati, oziroma uradne smernice nam že delajo določene sugestije, kako umiliti problem. Zdaj se boste pa po moje kar v nekih stvareh tu noter najti. Prva je, da treba jesti velikrat na dan. Ja, to zato, ker so hidrati velike količine problem inzulina. V resnici je, da manj, ko jeste, boljše. Bom pa rekel, post, taka nizkokalorična hrana je do zdaj edina znanstveno dokazana strategija, ki podaljšuje življenje. Tako da manj jesti, boljše. Potem na vsake 3 ure. Čim manj soliti. Sol je problem na visokohidratni hrani, ker visokohidratna hrana povzroča, da se sol v telesu zadržuje. Manj kot hidratov, oziroma če jih ni, sol telo takoj ven meče. In na ketonski prehrani recimo se lahko poje tudi do 8 gramov soli, kar je 3-4 več kot priporočiti. Brez problema, da vam krvni tlak zraste pa kakorkoli. Potem druga stvar, povedali so nasičene maščobe. Krivdo so dali nasičene maščobe, kar ni res. Veliko maščob pa sladkorjev je problem, ko krvili. To ljudi in dela problem, ampak same maščobe pa ne. In ker so enega krivca poiskati, so dali maščobe, še slabše zamena so iz rastlinskih maščob. Rastlinska olja, predvsem, ko ima veliko omega 6, ko bom povedal, so vnetna. In ker rastlinska olja, veste, da ni imajo holesterola, ker holesterol je tudi en glavni krivec nasičenega kopamaja, sploh meso in to v jajca. Tako da, to je pa še slabše, ker ste vnesli več omega 6 maščobnih kislinki, zato sploh niso dobre, tako pa ne transmaščobe. In še poleg so dali še več cukra v hidratno hrano, zato da so dali hrani okus. Okus da hrani maščoba, leskavice pa piščanči, suh filej je velika razlika. Zaradi maščob, ker maščoba da okus. Če jaz maščobe dam ven, moram okus hrani ven. Kako? Da dam cukr. Jasno. Da je zajtrk najbolj pomemben obrok v dnevu. Ja, če gledate jame, mislim fizično delati, to klanc teč, je najbolj pomemben. Drugače pa ni zajtrk najbolj pomemben. Šlih kontra, delno postenje, postdelni, ima milijon super stvari dokazanih in tega je potrjeno milijonkrat. Ogromno vlakninov prehrani. Vlaknine je izredno pomembne. Tudi na nizkohidratni, ampak na visokohidratni še to bolj, ker najprej hrana, ki je predelana, jo vzamejo vlaknine, potem nam jih po drugi strani prodajo in sladkorji, bolj ko so enostavni, več rabijo vlaknin za presnovo. To pomeni, da veliko vlaknine zato, ker je presnova sladkorjev, preslava pa hrana slaba. Isto je z antioksidanti. Presnova sladkorjev je umazana, jaz tem rečem, bo domače. In vidite, da rabite več antioksidantov. Pa še predelava hrane spet vzame antioksidante, predvsem maščobni hrani. Vitamin E, vitamin D, vitamin A, nujni vitamini. Vam jih vzamejo, da rastlinska olja noter, pa jih vam bo prodajati kot suplement. Pa vam spet dvojni zaslužil. In tako naprej. Mogoče tale za starost je dokazano, da je mišična masa zelo pomembna oziroma zaželjena. V hidratni hrani isto imamo športov problem, bolj kot hidratna hrana, več moramo beljakovin vnesti, da vzdržujemo mišično maso. Na nizkih hidratnih prehrani tega vnos beljakovin lahko nižji, kar je zelo pomembno. Veliko beljakovin ni dobro. Ok, evo malo za uvod. Zdaj pa gremo na to nizkohidratno prehrano. Tega je več vrst, tukaj je spet prava zmeda.
Zdaj, verjamem, da večino teh stvari poznate. Zdaj, med njimi to niso vse enake prehrane, kljub temu, da je vnos hidratov nizek. Največji problem vseh teh prehran je prevelik vnos beljakovin. In če vi prenesete preveč beljakovin, slabo vplivate na inzulin in tudi ne morete od ketozo prijeti. In to ni dobro. Ne? Še najslabše od teh je dieta za oblikovanje telesa, te fitness diete, ko je visoko beljakovinska, nizkomaščobna, pa malo hidratov. To je veliki stres za telo in res kratkoročno mogoče za plažo, ko se res od fantov želi ali pa punc six-pack pokazati, drugače pa raje ne. LCHF je še nekje najbolj primerna oziroma najboljša oblika, ampak tudi tukaj se dogaja, da preveč beljakovin ljudje pojejo. Ketogena dieta, ko sem jo tule označil, je tista prava, iz katere jaz mislim, da mora vse izvirati, kar se tiče zdravljenja bolezni, ker ona je pa zastavljena tako, da ima malo beljakovin, malo hidratov, veliko maščob in s tem prisili telo, da začne funkcionirati drugače. In kako? Da začne proizvajati iz maščob določeno energijske substrate, oziroma niso samo energijske substrate, so bistveno več, kar bom zdaj pokazal, to so ketonska telesa. V tem je razlika. In ketonska telesa proizvede telo samo, ne moramo jih pojesti. V tem je šlo. Zato moramo telo prisiliti, oziroma iti v eno stanje, da on zamenja z cukra na ketonska telesa, ki se proizvajajo v jedrih. Imajo zelo slab glas. Mene na fakulteti za šport so učili 15-20 let nazaj še vedno, da je to strup, da to ni dober. In še vedno tako velja. Predvsem zaradi diabetične ketoacidoze, to je pri sladkorni bolniki eno izredno stanje, ki nima veze s prehransko ketozo, pa sami ketonskimi telesi pri prehrani zdravega človeka, oziroma tako. In te ketonska telesa so tisti čudež, ki se ga splača izkoristiti in ki vse znanstvene študije, sploh vidika ketonskih teles, ima res super efekt. Je pa se pravi, v tem času to zelo zahtevno prijeti, ker smo tu zbombardirani z vsem, pa stresom in tako naprej, da težko kar te ketone producirati skozi. Ko sem rekel, če je to, da je imel post več dni, je to imel, da je kriza tudi do 4. dan, pa se kar nekaj zgodi, pa se zdaj začnejo boljš počutiti. Takrat se spontano zgodi, da telo preklopi iz te sklečke na ketonska telesa in se vsemi počutje zboljša, spontano, ker post najhitreje vrže telo v uporabo maščob. Zdaj bomo prek ketonskih teles, ker za mene prava nizkohidratna prehrana za bolezni je še vedno prava ketogena prehrana. Prek njih bomo zdaj pogledali, kako lahko vplivamo na bolezni, so te presnovne bolezni. Zdaj, kaj ketonska telesa v telesu delajo? Prvo pomembno, da zmanjšajo inzulin, sladkor v krvi. In tle je stvar črno-bela. Več kot inzulina, manj je lahko ketonov, oziroma sploh ni. Več kot ketonov, potisne inzulin dol. Prej sem že nakazal, da je inzulin eden glavnih problemov bolezni in je to zelo zaželjeno. In manj kot inzulina, več je lahko tudi poraba maščob. In zdaj sem si take dva primera jaz zamislil, oziroma najme sem malo posnemal, tale paradoks goriva, ker pri debelih ljudeh je to še bolj izrazito. Kaj ta inzulin dela? Ker ima pomembne funkcije, ampak če zlorabljamo, ni dobro. Paradoks goriva se reče v tem, da smo mi, ampak debeli ljudje zelo podobno kot ta cisterna. Tle ima goriva za pot okoli sveta, ampak lahko na cesti obstane, ko zmanjka iz tega mar. In potem cisterna stoji na cesti, ker nima goriva, pa v bistvu na hrbtu nosi okoli sveta. Isto se dogaja z debelimi ljudmi. Tudi imajo energijski zalog maščobe, pa so skozi morali jesti. Skozi je problem, ker mora skozi to šalčko filati. In inzulin hormon je tisti vratar, ki določa, iz katerega tanka gre gorivo v motor. Ali gre iz tega malega, iz sklečka, ali gre pa iz tega velikega, to so pa naše zaloge. In teh je veliko. Prej nisem rekel, ugljikohidrati imajo na 1 gram 4 kilokalorije. Maščobe 9, In zdaj, če 120 gramov pomnožim krat 4, pomeni, da vi imate energijske zaloge v jetrih iz sladkorjev 480 kilokalorij. Če vam jaz six-packer, imam verjetno 7% maščobe, kar je zelo malo, pa pomnožimo z 9 kilokalorij, pridemo do 45.000 kilokalorij iz maščobe. To je neomejen vir zaloge, to ni omejen, neomejen. Inzulin je tisti glavni vratar in to ne more izgubiti maščobe, pa ponovadi problem presnovnih, ker telo ne more preklopiti. Tako čisto enostavno povedano. Inzulin ima pa še drugo funkcijo, da ne samo, da preklaplja maščobe cukr, on zna te maščobe, naše gorivo, da lahko dlje zdržimo s hrano, tudi zelo super proizvaja. In to iz hidratov v maščobe. Zdaj ta slika je malo smešna, ampak nekako sem probal oddati.
hidrati gorijo, kot da bi dali papir v peč. Maščobe pa dolgo, čisto in dajo toploto dalj časa. Ne? In zdaj, kdo hišo ogreva s papirjem? Dobeden. Zakaj ne? Ker ni ekonomično, ker bi mogli skozi peči stati pa tone papirja not metati. Papir da ogenj takoj, ne? Toploto dvigne, ampak skozi bo treba filati pa tono papirja uporabiti. Na suha polena gre pa stvar bistveno dlje, ne? In lepo ekonomično. In inzulin zna to narediti, ker ljudje so v pradavnini pač imeli obdobja, ko so imeli hrane, pa niso imeli hrane. In ko bilo veliko hrane na voljo, je telo spomnilo sistem, da je čim več zalog naredil, ker jih je potem koristil. Zelo preprosto. V tem času se pa zgodi, da tega papirja enostavno preveč in tudi ta mašina počasi postane utrujena oziroma začne delati škodo, vnetje in tako naprej. To je problem inzulina potem za razvoj bolezni. Čisto enostavno povedano je stvar tako, da si malo lahko predstavljate, kaj je inzulin. Ne? In zdaj na to lahko vežemo dva termina, ki sta bistvena za zdravje, vsaj po mojem mnenju. Presnovna fleksibilnost. Presnovna fleksibilnost pomeni, da je naša presnova fleksibilna, da lahko inzulin oziroma telo uporablja super bilo katero vrsto goriva mu damo. Cukor, beljakovino, maščobe in tako naprej. In tem rečemo, kaj je presnovna fleksibilnost in je dobro, da ga veste, ker to dejansko določa, kaj naše telo s tem, kar pojemo, napravi. Ker kalorije niso zdaj nikoli problem. Bom bolj telesni teži pokazal. Kaj naše telo zna s tem, kar vnesemo, napravi. In bolj ko zna vse veri uporabljati, manj je nevarnosti za presnovno bolezen. Mogoče je to glavni razlog, zakaj v mišicah ni pojavnosti raka, ker so najbolj fleksibilni organ. Mišice so super fleksibilni organ, vse po logiki itak, za premikanje mora biti energijsko to najbolj ta prava. In tam ni pojavnosti raka. Mogoče verjetno znanstveniki delajo ravno za presnovne fleksibilnosti. Organi pa to lahko zgubijo, takrat je problem. In ta presnovna fleksibilnost, če se spomnimo na prve besede od otroka do starostnika, se skozi življenje spreminja. In ponovadi jo izgubljamo. In bolj ko izgubljamo, večje tveganje za pojav bolezni. Tako. In potem stvar zelo enostavno tako da postane. Ne? In predvsem to velja za organe, možgane, jetra in tako naprej. Zdaj ta presnovna fleksibilnost, pa kako smo rekli, ker je inzulin, ki uravnava maščobe, glikohidrate, je dosti vezana na njega in so pomenka za njega, oziroma pomembno za presnovno fleksibilnost je, kako presnovamo teh glikohidrate. Tem rečemo pa inzulinska občutljivost in odpornost. Zdaj malo upam, da mnogo več z mene, ampak to je tudi znanstveni termin in potem vidimo, koliko dobro človek lahko presnovlja glikohidrate. Bolj ko je občutljiv, boljši jih presnovlja. Vrhunski športniki so pa malo taki, dojenčki in tako naprej. In potem ni problem, tudi če pojete malo več kruha. Nekaj vidite, se ljudje vprašajo, jaz sam pogledam pecivo, pa dobim takoj maščobe, moja soseda pa je kilo kruha na dan, pa je skozi taka. Zato, ker dobro to presnovlja, ker je inzulinsko občutljiva, presnovno fleksibilna. Bolj ko postajam odporen, težje to presnovlja. In ko mi enkrat cukor zastaja noter, se inzulin s tem bori, veliko inzulina pa povzroča vnetja. In ni dobro. Zdaj to ne moramo čisto direkt zmeriti, da bi jaz enega dobil, ko sem rekel in bi ugotovil, bi lahko jaz 100 gramov hidratov na dan. Se pa da, kako dobro vaš inzulin dela, pa presnovno sladkorja meriti, recimo prek takih testov, takih osnovnih. Da si izmerimo zjutraj glukozo, ali pa da spijemo ta sladek napidek, pa po 2 ure merimo, ali pa glikiran hemoglobin, jih je presegan, HbA1c, zarimam, ampak to je zelo dober pokazatelj, kako dobro vaše telo presnovlja glikohidrate. Za 3 mesece nazaj vam pokaže podate kri. To se da v vseh laboratorijih narediti. In že prek tega bi lahko ljudi spremljali, pa že povedali že vnaprej, kdo ima težave. In kdo ima težave s presnovo sladkorja, je potem problem, tudi če poje sadje, ki je ultra zdravo, ali pa med, je lahko veliki problem, ker ga ubija dejansko, ali pa pomarančni sok. Če je težava inzulinska odpornost ali presnovna fleksibilnost, je to pogubno za telo. In tle smo se vsi različni, tem je štos. Ne moram jaz dati enega edinega, da za vse dela. To je inzulinsko občutljivo, lahko ogromno poje hidratov, pa ne bomo dobenega problema. Zdaj, da pa tale inzulin umirimo, je treba še eno stvar verjeti. Še zadnji termin. Inzulinski indeks. Kaj je glikemični indeks, verjetno poznate, ne? Koliko določen hidrat dvigne glukozo v krvi.
Ampak glukozo krvi ne dvigne samo hidrati, tudi beljakovine. In zato je veliko bolj modern termin, oziroma iz tega dela še različne, je inzulinski indeks. Pomeni, da merimo vpliv hrane, ko dvigne inzulin, od maščob do hidratov. In ta nam pove, kako dejansko škode hrana dela. In zdaj, če vidite, steak, bela riba, dvigne inzulin bolj kot kakor žitarica ponazrna. To meni, če se jaz naželem šniclo, nisem s tem ne zdravja naredil točenje hidratov. In to nam to pove. Maščobe pa vidite, da nič ne dvigne inzulina. To pa smo že pred ketonski telesi gledali. In to je zelo pomembno. Visoko beljakovinska hrana je že to prva stvar, zakaj ni dobro, zakaj ni dobro jesti ogromno beljakovin, bolje postali. Isto škodo delate. Mnogo se to zgodi v fitnessih in tako gremo na low carb, pa ni dobenega izboljšanja, pa za bolezen pa sploh je to ni dobro. Beljakovine lahko zelo dvignejo inzulin, bolj kot določeni hidrati. Sladkor je vidite tle vrhu tudi inzulinske indekse, tako kot glikemični. Zdaj s tem inzulinom lagamo takoj na prvo bolezen, ki je direkt z njim povedal, to je sladkorna bolezen tipa 2. In ta strmo narašča, imamo že 10-letnike, ki imajo probleme z sladkorno boleznjo tipa 2, katastrofa drugače. Ker se zgubila presnovna fleksibilnost, oziroma inzulinska odpornost raste. In tu je stvar zelo egzaktna in ki medicina ne upošteva. Zdravi sladkorno bolezni tipa 2 isto pozdravite alkoholika. Če hočemo alkoholika pozdraviti, bomo kaj odzel? Ja, alkohol. Če sladkorno bolezni tipa 2 imamo, kam bomo odzel? Ja, sladkor, če ima s tem težave, presnovo. Ampak medicina tega ne dela, največkrat dodajo inzulina še več. Prej smo pa zdaj skozi govorimo, koliko inzulin je dober, oni ga pa še več dodajo. Samo popucama tega sladkorja v krvi, ampak inzulin toliko stvari povzroča, da je to slabo na slabo. In idealni pristop je nizkohidratna prehrana, še boljš ketogena prehrana za sladkorno bolezen tipa 2. Stvar gre tako slabo naprej, da imamo še eno stopnjo, to je prediabetes. To meni, da nimate pokazane sladkorne bolezni tipa 2, ampak ste direkt pred njo. In to tako strmo narašča v tej populaciji, da je predikcija, da nobena zdravstvena shema na svetu ne bo zdržala stroškov zdravljenja, ki bo sladkorna bolezen povzročila v naslednjih 10 letih, pa še celo manj. In to je veliki problem, ampak se ga zelo enostavno reči samo s prehrano. To se pa res da s prehrano reči. Pri bolezni tipa 1 sladkorni stvar večkrat bolj zakomplicirana, pozdraviti jo v bistvu skoraj ne moramo, ampak lahko zelo zboljšamo samo bolezen. Tako da ta stvar v vsej bolezni se da zelo dobro s hrano napraviti. In sem že imel tudi prevere, tudi mlade fante, tem zdravniki silijo ta inzulin, pa še kar ni dobro, slabo se počuti, druge zdravstvene težave ima debelje, pa zdravniki še vedno ne grejo, da je hrana kriva. To se da šiti. Inzulinsko odpornost se da zelo dobro vrniti proti občutljivosti. Ok, zdaj pa to, kaj je najbolj popularno z nizkohidratno hrano, jaz bom pa o tem najmanj govoril. Na telesno težo, hujšanje in tako naprej. Gibanje, kot samo, ni tisti najbolj pomemben faktor, da zgubimo telesno težo. Daleč od tega, kot ne tudi kalorije. Gre se za to presnovno fleksibilnost. Če naše telo ne ve, kaj dela s tem, kar pojemo, potem tudi da bo to uspešno porabo. Zdaj da vam pokažem, to je ena super študija bila narejena na enojajčni dvojčki. To pomeni, dvojčki ima isti genski material. In teh 7 parov so najdel, to je veliko, in so jih dali 93 dni, športa 9 dni, od vsakih 9 dni, 10 dan je bil pauza, za 3 mesece. Poleg tega so vsak dan pojedli 624 kilokalorij manj, koliko so računali, da porabijo. To je ogromno. To je pametno nizkokalorični pristop. Jaz pokorim 2 julija, če pojem juro 8, to bom slušal. Pa veste, da ljudje nimajo šans tako slušati, je redki. No in to se te študije pokazali. Če bi se šlo normalno, bi mogli po tej kalkulaciji zgubiti slabih 8 kg. Vete, samo en par je to dosegel. Pa potem še 2 sta bila blizu iz drugih 2 parov. Pa doben več. Kar je še bolj zanimivo, da te lahko imaš ta isti genski material. En je zgubil, en pa ni. To pomeni, da DNK ne vpliva tako fez, ampak ta epigenetika oziroma presnovna fleksibilnost. In kaj pa te 2 boga reveža, 90 dni, 600 kalorij manj, športa 9 dni zapore, pa ena pauza, pa sta zgubila 1 kila. To se mnogim zgodi, ampak ker je tliko tem, da ni važno zdaj koliko točnih kalorij, so tudi pomembno, ampak če telo ne ve, kaj s tem narediti, noter ne s tem, dejansko sebi, tudi ne pa telesni teži. In to posameznikov poiskati, pa napraviti je pa ti službi uspeha.
Ok, pri telesni teži je še ena stvar, ki so ketonske telesa super. Uravnavajo lakoto. Vpliva na hormona teba grelin leptin, sta mogoče eni bolj vejo. Ketonske telesa dajo pa signal, ker pobirajo, za svoj nastanek pobirajo maščobo, maščobe dovolj, nam reče možganom, poglej, si ne rabiš jesti, se imaš vse vredo, energije bo koliko češ. In to oni naredijo. In večina ljudi, ko gre v pravo ketozo, zmanjša število obrokov od nič do 3 na dan, ponovadi na 2. Tudi nič, ja, če seveda ne gre speš pnita to klanka, samo je tudi druga stvar. Tako da še ena super stvar ketonskih teles, rečejo, ne samo da pobirajo maščobe, ne pobirajo cukra, ne, pobirajo maščobe, da nastavijo, pa še rečejo, se ne rabim veliko jesti. In se počutim ok, ne. Poleg tega se tega, ne, seveda uravnava tudi odvisnost od hrane. Ta je dokazana. Ko so slikali možgane s kamerom toplotnim izjevom, ko so gledali, kako se določeni centri aktivirajo ob odvisnosti od kokaina, alkohola ali pa hidratov, se isti centri obarvajo. Samo ni ista močna barva, ne, itak od kokaina smo malo bolj odvisni od hidratov. Tako da, zdaj, kako pa več, če ste odvisni od hidratov, pa dva tako, ko bi vprašali, jaz pa brez kompira ne bom življenja. Pa vete, da imate že kar vaše telo, že kar krepeni potem, ne. Tako da, ena stvar malo bolj kompleksna, to pa je videti, čreves je igrati najbolj pomembno vlogo, bolj kot možgani. Čreves se pogovarja z možgani, črevesna flora je tista, ki je ravnava vsem kot naprej. In še enkrat, sama maščoba ne redi. Najbolj redi kombinacija maščobe, tudi ta zdrave maščobe, plus sladkorja enostavno, ne, in to lahko nima večino hitre hrane. Tu je samo slaba maščoba in vedik, plus visok glikemični indeks. In to redi, to pa res redi, in to imamo v svetu dokazal vsakdan, ne? Tega je veliko, vse kombinacije milijon, pekovski izdelki in tako naprej. Ok, naslednja stvar, isto s tem, da so srčno-žilne bolezni in ta holesterol. Bom kar začel. Niti ene študije v zgodovini ne obstaja, ki bi pokazala, da je vzrok srčno-žilne bolezni, da so maščobe, nasičene maščobe. Niti ene študije. Niti ene ne obstaja, da je vzrok, da so maščobe vzrok oziroma holesterol za srčno-žilne bolezni. Holesterol je tukaj nujen, da ga proizvaja skoraj vsaka celica v telesu, imamo nekje 40 gramov, s hrano ga ponesemo na 200-300 mg. In zdaj, da bi teh 200 mg vplivalo na 40 gramov, mala vrednost. V bistvu se nam zelo težko dvignemo holesterol. V športu imamo dosti problem, ker je premalo holesterola. Zdaj, zakaj je holesterol pomemben? Poleg vsega. Spolne hormone gradi, pa adrenalne hormone. Nujno, kaj potrebujemo za normalno življenje, ne? Tako da nas holesterol nujno potrebujemo in ni on problem. Nikoli ni bil. In nasičene maščobe tudi ne dvignejo holesterola v telesu. So pa določene stvari v krvi, ki pa povečajo tveganje. To pa dobro, da veste, za zelo mali denar vsako leto se da zmerite pa na 2 leti in vidite, koliko smo pri glukozi rekli in zvolino, kam gre vaše telo, ali boste, koliko vam povečate tveganje za srčno-žilne bolezni. To so pa te in pa presnovni sindrom. Visoka ravno trigliceridov splošno v krvi. Trigliceridi so maščobe v krvi. Ta HDL, LDL, to niso holesteroli, še tako da zdaj povem, sam se tako uporablja. To so čovni, na njih oni vozijo holesterol po telesu. Tako da razmerje maščob v krvi, trigliceridi, to piše kandididu, proti HDL je ta najbolj pomemben faktor skoraj za tveganje, napoved tveganja srčno-žilne bolezni. To je zelo poceni in takoj vidite, kak je. Če imate trigliceride 3,0, HDL pa 1,0, je to razmerje 3,1, velika nevarnost. Da ste v velikim tveganju srčno-žilne bolezni. Če imate pa HDL 2,0, pa trigliceridov 0,6, je to 1:3 in nimate dobenega tveganja. To, če imate skupni holesterol 8, v tem je štos. Vse stvari pri teh holesterolih ničkim bolj kompleksna, ampak v osnovi to velja in v svetovni srčni kirurgiji že tudi to upoštevajo, kirurgiji, svetovni. V Sloveniji pa še niščaja, sploh ne zdravniki. In pride ta holesterol, sploh pa ženska, ki gre v menopauzo, pa imate odskoči holesterol, ali pa gensko je lahko povišen. Stres ga zelo dvigne, potem se dela panika v srčno-žilno bolezni, zato holesterola nije, v bistvu dvene nevarnosti. Statini so najbolj problematični zdravili, ki obstajajo na trgu, pa se množično delajo, za holesterol je 6,0. Tako da upam, da sem vas pripričal vse malo, da holesterol tle ni problem. In tudi v jajcih je veliko holesterola, ampak jajce so ta najboljši živilo, ko na tej zemlji sploh obstaja in nikoli ne dvigne holesterola. In tudi, če pogledate, da je uživanje jajc še zadnjih letih 50 padlo, pa nasičeno maščobe isto, pa še vedno govorijo, da je to problem. Z jajce ne morate nič holesterola dvigniti, pa vsak dan 3 jajce pojeste.
Drugače pa, če date na jajca od cvirke, pa zraven kilo kruha belega, ne? Pa smo pri tisti redilni formi. Ampak zaradi hidratov, ne zaradi maščob, ker se poje zmeša skupaj. In hidrati uničijo, ne? Še bolj navadna stvar, poleg, mislim, bolj zaobjeta stvar in rečemo tem presnovni sindrom. In tu imate še eno tablico, pri kateri se lahko vsaki življenju zmerite, koliko ste v navadnosti za srčno-žilne bolezni. To je presnovni sindrom. To se lahko doma zmerite, obseg pasu, ta trebušno, ker navadna je maščoba okoli organov. Če ima kdo tle šlofe, pa okoli organov nima maščobe, nima nobene navadnosti za srčno-žilne bolezni. Čeprav je debel, problem je maščoba, noter okoli organov, vse to se da druga slika. Ampak bolj poenostavljeno zmerite si pas. Če imate vi povišen triglicerid, to je maščoba v krvi, nizek HDL, ta dober holesterol po domači povem, krvni tlak nad tem, kar piše, visokrvni sladkorni tešče, če imate 3 od teh 5 ste že v presnovnem sindromu in sam povedite si, koliko povečate tveganje za sladkorno bolezni tipa 2, srčno-žilne bolezni in pa možgansko kap. In to velja, to v znanosti velja, to zdravniki to vejo, pa vam kdo to napravi, pa to pove, skoraj to vedno, prej vam bojo dali tablete za krvni tlak, pa tablete za holesterol. Vse zdrave celice imajo absolutno potrebo po kisiku, rakava, predvsem živi brez kisika. Kljub temu, da imamo veliko znanje, da osnovno dihanje se dogaja znotraj celice, zdrave, s kisikom v mitohondriji, ko sem ta termin dal, mitohondriji, da si zapomnite, so glavne tovarne, kjer se proizvaja energija iz kisika. In več ko imamo mitohondrijev, bolj živimo, bolj smo zdravi. Tako da, tle je ključni problem. In zdaj, ketoni pri raku pa imajo spet zelo dobre stvari. Kot prvo, inzulin je dol, cukra ni, že s tem doma, goriva za rakov celico. Kot druga, presnova maščob oziroma ketonov je čista. Če ste prej videli, ko sem dal papir, sem dal barvnega, pa če tam slab karton, veste, kaj gre iz dimnika, ful črno se kadi. Pri polenih, če so suhe, ni saje takih mokri in tako naprej. In podobno je tu. Maščobe, ketoni se čisto presnavljajo, pomeni, da je manj prostih radikalov, proste radikale poznate. In če je manj prostih radikalov, manj vneti, je tudi bolj za rakova bolnika. In kaj je druga stvar? Imitacija posta. Presnova ketonov imitira post. Zdaj, to je ško fiziološko na hitro razložiti, ampak dajmo reči, niste podobili na postu, samo da niste, da vnašate energijo noter. Zakaj pa za rakova bolnika energija pomembna? Zakaj je post velika tudi dober za rak? Ker če se mi pustimo, damo telo v stres, ker ima dobenih kilokalorij noter, ker šibko telo po bolano posebno rabi neke energije. No, pri ketonskih telesih vi imitirate za presnove ketonov post, ampak telo pa lahko dobi kilokalorij veliko no. In imunski sistem, oziroma telo rabi za bolezen gre skozi energijo tudi, ne moramo čisto brez hrane. In so veliko boljši kot sam post. In tu se jaz z našimi zdravniki strinjam, da post ni najbolj optimalna stvar za šibkega človeka. Ampak s ketoni, oziroma nizkohidratno prehrano pa dejansko lahko imitiramo. In dokazano je, da več, ko porabljate maščobe in ketone, bolj zaaktivirate mitohondrije, več je dihanja, manj kisline, manj možnosti za rakove celice in še več mitohondrijev bo nastalo, kar je še enkrat boljše. Zdaj, čisto da vam logično, zakaj meni moji zdravniki zakaj to rečejo. Če vam zdaj povem, da je rakova celica kisla, kaj bi dali bolniku jesti? Cukr ali bi dali raje maščobo? Oziroma, kjero pogoje bi ga dali? Vidite, v tiste, ki ima več kisika, ne tiste, ki ima več kisline, ker rakova je kisla. Ampak to dobljeno upoštevamo, tudi na praktičnem primeru pokazal. Tako da. Ketonska, še to, da povem pa rakih, je odlična pri konvencionalnem zdravljenju. Dokazano, da obsevanje je veliko bolj učinkovito, če ste na ketonski prehrani. Hiperbarična komora, tukaj imamo na čaterju. Več imate mitohondrov, več kisika presnavljate, pa ga dodate še manj zraven. Super stvar za rakova bolnika. Dik z roko v roki gre. Zdaj še primeri raka, ker, kot sem rekel, ne gre vedno za vsak rak, da je hrana vzrok ali pa povezava, pa da vas pozdravimo. Določeni tipi so direktno povezani z inzulinom. To je študija, kjer so pogledali veliko, kar so zdaj dobili in so ugotavljali povezanost raka določenih vrst z inzulinom. Rak trebušne slinavke, jeter, rak dojke pa jajčnikov so direktno bili povezani z inzulinom.
Zdaj ne govorim, da če imamo bo te ugljikohidratov, ne more nikoli rak pride do vas. Ne gre za to, ampak gre se za to, da če že nekdo ima rak dojke, rak jeter, zakaj mu potem silijo ta cukor na ugljikohidrate, če vemo, da je direktno povezan. To je ogromno študij zajetih v to noter, 10 000 tako. To mene moti, ker to znanje pa zdaj imamo, ne? Tudi v medicini bi ga lahko to upoštevati. Ker pridemo pa do tega, to je uradna publikacija v Sloveniji Prehrana in rak, kaj jesti, če zbolimo. Zdaj, kaj sem jaz tudi povedal, ne? In prejšnji slajdih pa pogledam. Izbira hrane, pretežno energija iz hidratov, sladkor in med so pomembni predvsem z vidika energije. Videli smo, da sladkor je tisto, kar rakava celica želi. Od maščob predvsem rastlinska olja, oljčno super, repično, slančično vas bom na koncu pokazal, koliko omega-6 imajo, ker so samo vnetje, nimajo kaj del prehrani. Pa veliko beljakovin, ker spet ni dobro, bom tudi pokazal, zakaj ne. Tako da vse narobe, ne? In zdaj pa praktično, to je uradna publikacija na internetu. Zdaj to zelo na malo, pa da ne boste vse brali. Spodnja zasnova sem pisal, da večina energije gre z ugljikohidratov. Kar je pa še slabše? Vsak obrok vsebuje vsaj 10 gramov čistega sladkorja. Jaz ne vem, zakaj sem tako, nisem še nikoli na Ekološkem inštitutu. Dvomim, da je hrana tam bistveno drugačna, če se to uradno publikacijo daje. Vnos sladkorja. Te za bolnike je tle, pa še pomarančni sok, nekje 55 gramov sladkorja dnevno. Se date to na eno leto? To je 18 kg cukra za rakovega bolnika na letni nivoju. Zakaj? Zakaj tudi iz hidratov? Ker na konci hidrati grejo v sladkor, sam po drugi poti je pa malo drugače. Veliko je noter beljakovin. Za rakovega bolnika ni dobro, da je veliko beljakovin, ker vpliva na inzulin, pa še ena stvar, en torto pa res zakomplicirano. Mehanistična tarča rapamicina se tem reče. Ampak ta je pomemben zato, ker v življenju je pomemben, ko mi zrastemo, ker aktivira anabolne procese, to kar pospešuje rast. In beljakovine ga zelo sproža, zelo BCA. Za športnike je zanimiv, ne? Ampak za rakovega bolnika pa mi nočemo, da to on pumpa, pa da se celice čim bolj delijo pa množijo, ker se tudi slabe, ne samo dobre, ne? In zato tudi ni za rakovega bolnika nujno, da ni dobro veliko beljakovin in pa še nekaj, da ni veliko omega-6 in te ne vidim, ki jih je. Tako da, žalostno, ne, mislim žalostno, ker znanje je, ne, že, ne bom rekel 100 let, pa zadnjih 20 let. Še ena zelo zanimiva stvar smo prerekli vzrok smrti, Alzheimer. Demenca postaja še dalje večji problem. Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, epilepsijo smo že, možganski tumor, ne. Zelo narašča število teh bolezni, zelo narašča in so problem. Tu noter so tudi druge avtoimune bolezni, ali pa bomo rekli saj bolezni, ki so povezane z možgani, jaz sem sam predavno napisal, tudi druge. In na njih zdaj ugotavlja, kaj je vzrok. Večino povezav gre, to je znano zadnjih 2 let, pa ne moram tudi dati sem, ker ni časa, za kao drugo predavljanje, da je problem presnovni. Presnovni, ki poruši črevesno floro, ki začne spuščati stvari noter, ki ne smejo, in pa filtra, bom jaz po domači rekel, v možgani. Pravi, da je Alzheimer recimo sladkorna bolezen tipa 3, oziroma sladkorna bolezen možganov. In to je študije res noro veliko in nizkohidratna prehrana ima lahko veliki vpliv. Zakaj? Pa spet smo pri ketonski telesi. Do leta 99, mislim, do 99 je delalo prepričane, da možganske celice tekom življenja umirajo, da se ne obnavljajo, pa da ne rastejo nove. Do leta 99 ni doben to dokazal. No zdaj pa gre ogromno študij že pokazati, da vi lahko tudi v starosti zgradite nove možganske celice, kar pomembno vpliva na zdravje možganov in to pomeni to. Zbranost, fokus, mentalno zdravje in tako naprej. Ne, da morate samo 100 križen kreš, ne, to je spet tisto dolje kako preteži, ne, morate sam športati, pa boste izgubili tega. Ne morate veliko križen pa brati knjige, da boste doživali stanje, ne, to je osnovni problem. In zdaj pri možganih je en hak, tak bolj zarivan stvar. Oni lahko delajo samo na 2 goriva. To pomeni na cukor in samo izjeter, ne, ali pa na ketone. Oni ne morejo maščobni kislin pa nekaj porabiti. Možgani samo na to 2. In evolucijsko je jasno, da je človek preživel ne na tej sklečki, ker možgani so najbolj potratni organ drugače. Športniki to fajn vejo, nikoli ne zmanjka energije v muskulaturi, kriza pride v možganih, ko pade performance. In človek je bil na ketonih, ker on, ko je šel v lov, je mogel študirati, sem rekel, medveda ni premalo.
In kdo gre v ketozo, ko manjkrat ketone gor na 2,0, dejansko začuti, koliko zamedljanja imamo na hidratu. Kar zbitri se, fokus, 24 ur skoraj, manj spanja in tako naprej. To je pa praksa, ker praksa stoji 100% za vsem tem, kar sem povedal. Sam doben se ne gre tja, ker še ne verjamo. Tako da, možgani je samo cukor ali pa ketone. In od tega smo skozi odvisni, ker tega hitro zmanjkuje, ker so možgani potratni. Ketonov imate skoraj neomejeno. In glede na to, da še oni pomagajo zgraditi nove možganske celice, ker na glukozi to ne gre, če je primarni, tudi ne moramo povzročiti sladkorne bolezni, ker če imamo cukra, imamo ketone, so idealni za vse to vrstne tipe bolezni. Ne rečem, da se da Alzheimerjev odpraviti, še enkrat pa Parkinsonovo pa multiplosklerozo, da se pa bistveno izboljša stanje, pa demenco. Ker je bo čedalje večji problem. Tako da, zelo pomembna stvar, kjer so ketoni vrhunski. Ok, še zadnja stvar, oziroma predzadnja je ta vnetja dolgoživost. Bom samo omenil, ker to zahteva spet novo predavanje. Ugotavljajo, da so vnetja v telesu osnova vseh bolezni, ki sploh so. Tudi vseh avtoimunih. Zdaj, to ne gre samo za ketone, pa tako gre se predvsem za vlogo črevesne flore, ampak še enkrat, inzulin oziroma sladkorji porušijo vse to, ketoni pa ne. In omega-6 maščobni v rastlinskih oljih in tako naprej spet povzročijo vnetja, ketoni ne pa nasičene maščobe. Tako da veliko pomembnih stvari ketonskega telesa tu naredijo, so protivnetna in pa zelo močni so pri izražanju genov. Smo prej rekli epigenetika, da se geni lahko ekspresirajo drugačen. In ketoni tle v pozitivni smeri, počasnejše staranje, manj poškodb DNK. Bolj zdrava DNK se reproducira, bolj ste lavi zdravi. Več kot je poškodb, več je problemov. In še to nastaja manj prostih radikalov med drugim. Tako da, in imitacija posta, kot sem prej rekel, edina prehranska strategija, ki dokazano podaljšuje življenje, nizkokalorično oziroma postene. In ketoni to imitirajo. Pa še zanimivo preprosto je to, da v bistvu vse vere na svetu imajo post, ker je to dober za zdravje. Delno postenje je res dobro. Ko sem rekel prej, da še te beljakovine, ko sem zadnjo stvar tam dal prilagajanje, ki s prehrani delamo, na ketoni šparajo našo muskulaturo. Itak, če človek ima 2 milijona let je, da smo kar mišice požrli. Če smo pa na hidratni hrani, pa nanesemo dosti beljakovin, pa požira našo muskulaturo. To športniki pa sem bodybuilderi zelo dobro vedo. Ketoni pa to čuvajo, ker je zelo pomembno, in kot se neko študije kaže, da za starost je zelo pomembno, da imamo veliko mišične mase. In ketoni šparajo, kljub temu, da je vnos beljakovin zelo pod 1 gram na kilogram teže, kar je izjemno pomembno pri rakavih velikih in tako splošno. In zelo močen vpliv in, kot smo rekli, manj se tega mTOR-a proizvaja, kar je spet plus. Ok, še zadnja stvar, kar se tiče bolezni, je ta mamosfera. Mikrobiom je v bistvu sestava bakterij pa glivic posega v našem telesu in oni so črevesna flora ultra pomembni. Zakaj črevesje je ultra pomembno? Zelo težko razložiti. Predstavljate si na naše telo, da imamo eno cel. In ta cel so usta pa anus. In naše telo je dejansko zgrajeno iz plasti celic okoli ene votline. In ta votlina predstavlja naš stik zunanjega z notranjega. To je sicer zelo debelo, ampak ta črevesna flora oziroma meja črevesja teh celic, ki komunicirajo med zelo notranjim je ultra tanka. Ampak ta princip, da si ga zapomnite. Črevesje predstavlja 98% imunskega sistema ravno zato, ker je naš prvi stik. Črevesna flora določa, kako se stvari presnavljajo, pa kaj gre v kri. In ko se črevesna flora poruši oziroma se poveča ta prepustno črevesje, neki galvomlečko pomeni, da gre noter v kri stvari, ki ne smejo leto. In potem se začne problem, kar se tiče imunskega sistema. Ljudje, ko imajo slabo črevesno floro, velikrat zbolijo, prehladni in tako naprej. Sploh ni problem virus. Če ga črevesna flora zna zregulirati, stvar ne bo šla in ne bomo zboleti. Čisto za predstavo, kako je naša, v bistvu smo okoli ene luknje zgrajeni. In to je prvi stik in tam not je ogromno tega mikrobioma, ki mora biti dober, uničujejo pa stres, sladkor, okoljski vplivi in tako naprej. Najbolj pa sladkor pa stres. Kandido veste kaj, Vse kako se ga zove kandido, prvi treba cukre pa sadi en dan. Recimo. Vse to ni zadostno tako. In potem pridemo še do termina probiotiki, prebiotiki, ki jih on tu meni. Kaj so probiotiki? V bistvu so to te žive kulture črevesne flore.
Prebiotiki so pa hrana za njih. To je isto, kot da rečemo humus oziroma zemlja prava so probiotiki, prebiotiki so pa gnojilo za njih. Zdaj, večina ljudi jemlje probiotike, to je isto, kot da bi vsak let novo zemljo napeljali, še boljše, kot če damo podarek. Prebiotikom pomeni, da to zemljo hrano z gnojili nadelamo ultra kvalitetno. Prehrana je to bistveno, se pravi, tu gre noro znanost naprej in povezave črevesja z možgani, tako da tudi gradnjo novih živčnih celic možganskih sem premenil, pa je vodi črevesje, mikrobiom v črevesju in tako naprej. To je zdaj čisto nova sfera, ki bo pač naslednje 2 leta predavanja, verjetno. Ok, kot sem rekel, kak se pa te bolezni lotiti, moj pristop je isto, ko bi zdravil alkoholika. Treba je alkohol dati stran, ne pa mu reči, ok, ne 5 litrov vina bi spil, en mesec 4 litri vina, nekodno prši na nič kozarcev. Najboljši je radikalni pristop, je popolno prehransko ketozo, sploh za bolj resne bolezni in od tam štartati naprej. Reset telesa, ga ščistiti, ko se on obnavlja, potem to lahko postopno veli stvari dodamo. V enih primerih lahko čisto zdravno, koliko sem rekel, v enih pa ne. In to bi bil ta najboljši reset. Lahko napovem, ideja za taka predavanja, ko je povedno več v Sloveniji sem dobil, ker bo tale knjiga išla v slovenščini. Zdaj Maščov govori o tale gospod, je zelo priznan, da zdaj zdravnik, ampak zelo dobro študira stvari in se je odločil izdati to knjigo in je zelo dobro napisana, sem več prebral. In je tako dobra, predvsem za zdravljenje, oziroma kako začeti, da to priporočam, ko bo izdana, tam imate cel protokol. Ampak graditi je treba čistega nule in potem graditi. Za hujše oblike, čisto da boste vedeli, rečemo še terapevtska ketoza, to pa čisto po domače povem, to se da vse meriti v krvi. Pa zelo poceni je ta napravca, 10 evrov se mi zdi, da ne ta 5-4 že krvi so sladkor, to že ne gre pa nas. Da je sladkor v krvi enak ketonom v krvi. To vam zdaj veliko ne pove, samo moment termin, da boste vedeli za naprej. In kaj je še prijetno smerjena, ker nizko je taka prehrana je edina, kar lahko v bistvu vse merite. Ljudje smo si različni in zelo zanimivo opažati vsaj meni, da eni ljudje na isto hrano gledamo čisto drugače. Kava z mlekom. Enem cukor pade, enem ga pa dvigne gor. In če merimo stvari, lahko hitro pogruntamo za vsakega posameznika, hitro po nekem krajšem času, katera hrana dejansko v vašem telesu ustreza. Če hrana, stres, šport dviguje cukor fejs gor, pa da je to zmerno pretiravno, potem to ni primerno za vas. Dobra hrana je tista, ki to drži v ravnovesju. In zelo lepo se da tako speljati nekoga varno in pa tudi korektno. Zdaj pogoj, da pridemo v to ketozo, jih je več. Jaz sem samo ponovil čisto osnovne. Se pravi, to boste v knjigah prebrali, ker namen tega predavanja ni, da govorim, kam morate jesti, pa kako slušati, ampak da razumete, zakaj se sploh gre, pa kje lahko naredite spremembo, kje pa ne. Ampak v osnovi gre, da je treba dvigniti maščobe, saj pri ketogeni dieti pa znižati beljakovine in pa hidrate. Hidrate samo zelenjava in pa delno sadje, še to lahko problematično. Zdaj iz tega hitro vidite, da jaz ne favoriziram mesne prehrane, možno je vegetarijanstvo, možno je veganstvo, bolj zahtevno, ne govorim, da morajo vsi meso jesti, načelno je brezglutenska, saj je v osnovi, tudi dnešnih izdelkov ne favoriziramo, tako da zelo širok spekter pokrije, da se ne opredeljujemo, jaz sem pa vegetarijanci, nočem več mesa jesti, da je to ultra zdravo. Če je vegetarijanc postane inzulinsko odporen, tudi ne bo dober. Pa lahko stokrat vegetarijanc oziroma karkoli koristi prinaša. Stvari so bolj kompleksne. Tako da, to je osnova, nekje 80% kalorij do 90 maščob, tisto zelo malo. Velike treba sodnik začetka dodaja, dih kontrakarno sočijo zelenjave in pa paziti na obremenitev kakršnokoli. Mentalno, gibalni stres, vse je stres. Ker prehod iz tega cukra na to je za telo stres. Tega imamo milijon, sploh športnikov oziroma fitnesserjev in crossfitterjev. Hočejo se jeti ketozo, pa fejs trenirajo, pa 2 otroka imajo, pa naporno službo. To je stres, nikoli ni dober. In potem ima slab glas, ketonska prehrana, ker sploh ne vejo, v bistvu, kaj delati. To je treba. Ampak to se da vse skrbi zmer. Upam pa, da bo tole zdravljenje prihodnosti, da z dopolnili, ki podpirajo nastajanje ketonske telesa, pa še bolj s ketonskimi injekcijami, lahko hitro dvignem ketone, ker potem bi vsakem od vas, če jete hidrate, lahko pokazal moč ketonov, ki napravijo telesi. Saj z vidika prehrane, koliko zavrejo potrebo po hrani, pa kako dobro se mentalno počute.
To sicer že obstaja, samo je zelo drago, pa to zdaj zaenkrat za vojsko dela. Ker vojska ima pa tu veliki interes. Zelo veliki. Jasno, ne? Dati vojaka, ki je 12 ur zbran, pa rabi zelo hrano zraven. Vrhunsko. Super soldier, ne? Tako da, to nam omogoča da vsakega posameznika naredimo, ne? Zdaj, za čisto vsakogar pa to ni, jasno, dobena stvar ni popolna. Kdor je hormonsko porušen, kaj sem že rekel, stres, samo se najraje to ne loti to, ker ne poštimo ostali stvari. Če vam res tako stresno življenje, raje to ne jed, tudi doje volan, aparat, mora tudi druge stvari poštimati, ne samo s prehrano, ker če ne je to stres in se ljudje zrušijo. Življenjski slog je zelo pomemben, kot tudi počutje. Hitro se ve, če prijete ketozo, če vam to ustreza, je počutje takoj boljše. Mislim, tako je, vsaj po prvi adaptacijski fazi ni slabše. Če je slabše, potem nekaj ne štima. In pa še to, na dolgi rok ni optimalno prehranjevanje ketonska. Tudi vsi zagovorniki ketonske prehrane, to za celo življenje, ni optimalno. In v tej knjigi, kot sem rekel, tudi piše različne sisteme, kako narediti, da je optimalno, ker, kot smo prej rekli, človek je imel obdobje, ko več hrane, imel pa manj hrane. In to imamo mi noter še vedno shraniti. In če na vsake tudi dodate hidrate, zelo spodbudite v dobrem pomenu besede vse stvari. Izražanje genov in tako naprej. Tako da na dolgi rok je treba to balansirati. In tudi to se da potem vse s prakso narediti. In tako kot tudi delno postenje, ki je fenomenalna stvar, se ga da v ketonsko prehrano najlepše noter dati, ker vam potreba pohrani izgine. Če ste v izkusno cukru, je pa pos vodičevo zahtev. Tako da, možnosti je veliko, tega za vsega posameznika da. Zdaj pa, zares čisto konec sam, ker smo rekli, da ketonska zahteva veliko maščob, tu moram vedno reči, kaj je treba paziti. Načeloma maščobe zdaj sem vas pričal, da niso škodljive, tu imate še napisan, zakaj vse so dobre. One so nujno potrebne, da mi preživimo, kot sem že na začetku povedal, od hormoni, imunskega sistema in tako naprej, celičnih membrana so sloje, to je vse maščoba, protivnetno, omega-3 in tako naprej. Problem pri maščobah je samo eden, to, če damo veliko cukra zraven, to sem zdaj že povedal, pa tiskali človek zraven stopil. Ko človek spremeni maščobe, je naredil svoj štala, ko obstaja. In te maščobe rečemo transmaščobe, ki so tako slabe, da se zdaj že probajo znebiti, čeprav če se gledaš 24 ur, koliko transmaščobe še v pekovskih izdelkih še zdaj. In pa omega-6, to so poceni rastlinska olja. Zdaj, zakaj je človek to naredil pri maščobe? Zato, ker je hrana dlje obstojna, da vas čaka v trgovini 2 leti, ali pa 1 let, ker prave maščobe, sploh te omega-3, takoj oksidira na svetlobo v toploti. Da je hrana pocen in da dolgo drži. Zato je, pa vam lahko ponudijo, ne vem kaj je tako pocen, seveda, ker dajete slabe maščobe. Tudi kokosovo maščobo, bodite pozorni, ker je super dobro kokosovo olje. Ampak imate 2 vrste, tiska stane veliko, pa stane manj. Pa boste zelo drobno tiskim opisali popolnoma hidrogenirala kokosova maščoba. Popolnoma hidrogenirala pomeni, da je že predelana in nima tiste strukture, ko bi jo moral imeti, oziroma slabo. Ker s tem omega-6 je problem, to dobro, da veste, preveč v prehrani, ker se poruši razmerje napram omega-3. Če bi pojedlo omega-3 10 gramov, pa ne morate pojediti problem, če pojeste 20 gramov omega-6. Ampak razmerje se poruši. Te omega-6 transmaščobe, ok, to zdaj veste, repično olje, sončnično olje, vsa rastlinska olja, bom pokazal vsi predelani izdelki, kuki in pa skrina, tudi če meso noter. Večinoma dajemo od omega-6 transmaščobe zaradi obstojnosti, da to vse drži dolgo časa. Tudi dolgo čaka, da pa je enkrat kupta. Zdaj, da čisto, da v številkah pogledate, sončnično olje, recimo, razmerje omega-6, omega-3 je 122:1. Človek je nekje bil 2 milijona let na 2:1, do 4:1, pa 2:1. In vidite, zakaj je problem rastlinskih olj. Pa nima holesterola, kar sploh nima veze, zdaj vemo, pa še to imajo. Veliki problem. Glejte, laneno olje ima 1:4. In zato so rastlinske problem, živalske pa ne, sem pa pokazal. Poglejte, razmerje omega-6, omega-3 pri živalskih maščobah. Zelo ugodno. Doben problem. Še ena zanimivost mogoče tudi, olivno olje omega-9 ima veliko, to je glavni vir. Zdaj se gledajte živalske, gledajte, koliko veliko omega-9 teh ta dolgih maslinska masa je povedna. Veliko, ne? Tako da ni stvar tako proti živalskim maščobom, pač do meso je, ne? Ampak je relativno zelo ok. Zdaj pa kvaliteta hrane še za konec, ki najbolj pomembno vpliva, ker tudi, če gledate se ketozo, morate dobra živila izbirati.
In zdaj, kaj mi, ko vzrejemo živali ali pa sadje, zelenjavo, naredimo z njihovo sestavo, oziroma koliko lahko človek vpliva, pa zakaj je lokalno to boljše. Poglejte, recimo, ker to je naša študija na internetu objavljena, 2007, so recimo gledali maščobno sestavo v ribah, v Sloveniji, ampak se je zelo kratek. Poglejte urade, ne, ulovljeno ali pa gojeno, ker živali gojijo s čem? S hidrati, žiti, način prej se zadebelijo, ne. In riba ni nič ultra zdrava, če gojena žiti. Čisto nič bolj od piščanca pa česa. To so omega-3 pa omega-6. Zdaj si pogledajte, orada, ki biva prosto, ima razmerje 3:1. Super. Orada, ki je gojena, ima 1:2. To je kaj, 6-10-kratna razlika. To meni, če jaz jem orado, pa moj sosed je, pa imamo iz različnega izvora, hrana drugače vpliva na nas. Tudi če govorimo, da je orada zdrava, ni vseeno kakva je. In to je vseh živih živalskega izvora. Tudi pri jajcih. Tisti, ki me le poznate, veste, da sem imel biofotonski skener, znanstveno dokazana mašina, ki meri število antioksidantov v celicah, pri ljudeh, ampak jaz sem se igral tudi sadje in pa zelenjavo. In da vam zdaj pokažem še razliko v kvaliteti sadja z vidika antioksidantov. Sadje je bogat vir vitaminov in mineralov, kot zelenjava. To je jabolko iz hladilnice, to je jabolko od moje stare mame, neko samorodno drevo, neko je škropljeno na izgled zelo neprivlačno, ne? Ampak pogledajte si zdaj količino antioksidantov. Se zdaj ni pomembna ta lestvica, ampak končno, ta je imela 140.000, ta pa 35. To pomeni, da ta jabolka je imela 4-krat več antioksidantov kot ta iz hladilnice. In zdaj eno jabolko na dan prežene za neka stran, je spet isto kako jabolko, ne? Tako da kvaliteten izbor živil je nujno potrebno poleg vseh teh napotkov, ko sem jih dal. In to so znanstveno dokaznosti, da se vidi res, koliko je kvaliteta hrane lahko vprašljiva. In poceni hrana ponovadi ni tista najbolj primerna. In maščobe je treba izbrati nekaj. Brez problema nasičene, omega-9, omega-3. Neomejeno. Zelo pazite omega-6, pa nič transmaščob. Pa je stvar rešena. To so najboljše maščobe, ki so ultra dobre tudi za drevo, za telo, za možgane, za mišičevje, srce. Še enkrat, ketoni so najboljše gorivo za možgane, srce, trebušno trepalno diafragmo, taktušne organe. Najboljše gorivo. Ne rečem, da morajo vsi jeti na ketonstvo. Še da se prej vrnem na presnovno fleksibilnost, kdo je izolinsko občutljiv, pa dobro presnovno fleksibilen, ne rabi tega poslušati. Ker funkcionira dobro tudi na hidratni hrani. Ne rabi vsi na to je. To smo se bolj na bolezni pogažali. Še zadnje tle tale prehrani, pijača tudi hrana, pa še bolj ubija kot cukor tako. Zakaj? Pri večini hrane so sladkorji noter brez vlaknin. Isto velja za ultrapopularni, ultrazdrav sveži stisek pomarančni sok, ki je škodljiv in če ste inzulinsko zelo odporni, je to za vas strup. Strup, tudi če je sadje, ker te vitamini, ki pridejo ven noter, ne bojo dobene koristiti, ker vam ta cukor tukaj škoda naredi. Vedno je tehnica, če vam tukaj škoda naredi, pa vam tudi toliko vitaminov ne pomaga, ker vas ta poruši. Isto je čaj z medom, med je ista stvar. Če vam sladkor dela težave, čisto en kako je nema. Peli sladkor, trsni sladkor, rjavi sladkor, med, agave, sirup in ne kaj. Če dela škoda, čisto vseeno, morate se ga izogibati. Rdeče vino je tle izjema, to če je dobro, kako zdravstveno dan, lahko pomaga pri ketozi, dobro. Ostalo pa ne. Tudi tem, da je 100% sadni sok. Tako da kvaliteta hrane in pa ostale stvari, kot je spanje, to veste, sploh če je bolnik, med spanjem poteka glavna obnova in pri spanju so ključne dolžina spanja, ki mora biti vsaj 8 ur, to je optimalno, in pa kdaj gremo spat. Če jaz 8 ur spim, pa grem spat od 1 zjutraj do 9 zjutraj, tudi 8 ur, ali pa od 10 zvečer do 6 zjutraj, zaradi hormonskih in cirkadianih ritmov je nujno, da gremo spat prav čas, in pa pri kakšni svetlobi. To poznate, to je ogromno znanosti. Tudi znanosti za tem, da so pametni telefoni, kjer imate novejše, če ste videli kar tako rumenkasto barvo zvečer. Zato, ker so ugotovili, da je to že tako škodljivo, led, bela svetloba, v bistvu vsa led svetloba, z izjemo rdeče led svetlobe. Halogena žarnica je zakon, okna več ne kurimo zvečer, pa rdeča led je še dovoljena. To ubija cirkadiane ritme, naravne ritme v telesu. Tudi komučno se pravi, da je že na pametni telefoni, na računalniku se mu termino da program, gor, ki spremeni oddajanje svetlobe. So programi, In pa tale zmerna aktivnost, sploh pri bolnikih,
Kaj je razlika med tem in slika? Te dva se smijita, vidita še nekaj narave, se imata fajn. Tle pa ni velik sreče, vsaj ne tako, Sploh bolniki, vi športom ne smete povzročiti stresa, ker potem ni dober. Ko sem prej mitohondriju govorim, pa celično dihanje je osnova, čim več kisika, aerobna, dolgotrajna dejavnost, ki vam ne škodi, je osnova za vse bolnike, da bi upoštevali, ker tudi ona še potem spodbuja še več mitohondriju, pa še več celičnega dihanja. Pa še fajn se imamo, treba se imeti fajn, sploh kaj je bolezen. Tako da na tem bi zelo pozorni in pa v to moram še pa vedno. Dihanje, celično in izvencelično pogoj za zdravje. Velikokrat, ker masažo to delno to veste, kdaj začne sklep boleti, da ko je stisnen. To vsi že razumejo, da ko sklep stisnen, boli križ, ko se zategne mišice gor. Kaj pa se zategne muskulatura kot organov? Ja, organi se tudi nimajo fajn, tako ko snima križ. In ko se stisnejo organi okoli trebuha, lahko vplivajo na slabše delovanje organov, tleno pa imamo kaj? Jajčnike, jedra, prostato, črevesje, želodec, rak tega, rak unga, trebušno slino, če se stisnejo tu, ključa srce. Tako da, trebušno dihanje, ko ga imajo vse živali na tem planetu, vsi dojenčki, to večina ljudi, ko pride, plitko je to dihanje. Tako da, čistko še, to je nujno zdravo. Jaz upam, da ste dobili kako novo informacijo, oziroma da je stvar mičkem bolj jasna, zakaj je tako zahtevno. Ker to ni enostavno, ker smo se tako svet zapletli. Tako da, najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa za tole obsežno znanje, ki si ga danes z nami podelil. Jaz upam, da se srečamo ob izidu knjige Maščobe kot gorivo, ki jo je prej omenjal Severin. To je knjiga, ki bo išla pri založbi Primus, nekje čez približno kakšen mesec, tako da sem vesela druženja in širjenja dobrih informacij. Hvala lepa. Hvala.